Danes smo se zbrali na občini, da podpišemo eno pogodbo, s katero bomo v Konjicah pridobili celostno prometno strategijo in v bistvu je osnovni namen vsake lokalne skupnosti, da poskrbi za to, da so pogoji za življenje vseh občank in občanov na različnih področjih čedalje boljši, čedalje bolj prijazno okolje za življenje. Tokrat pa običajno govorimo o področju varovanja okolja, o zdravi pitni vodi in podobnih stvarih. Tokrat je pa namen, da enkrat pripravimo eno celostni pregled in predlog ukrepov, kako izboljšati urbano mobilnost, kakovost zraka, kar je mogoče v primeru Slovenskih Konjic, kar se tiče prometa, mogoče malo manj pomembno, pa vendar. Samo mobilnost in pa zmanjšanje prometnih zastojev, ker tudi mi se srečujemo s prometnimi zastoji, pa ne samo takrat, ko je avtocesta zaprta, tudi sicer. Tisti glavni cilj pa je, kako povečati prometno varnost. In nekako smo bili uspešni pri enem razpisu, državnem razpisu, ki namenja sredstva iz Evropskega kohezijskega sklada, in sicer do 85% upravičenih stroškov. In tako smo danes pri podpisu te pogodbe, se pravi, pričenjamo z izdelavo te celostne prometne strategije. Izvajalec je društvo Mariborska kolesarska mreža, vrednost posla pa je nekaj več kot 43.000 oziroma 43.400 evrov. Rokovno pa je tako predvideno, da se bo celotna stvar odvila v 3 etapah v naslednjih 12 mesecih. Toliko mogoče na kratko povzetek iz te pogodbe. Zdaj bi pa prosil predstavnika izvajalca, da še on mogoče kakšno besedo doda, me dopolni. Predvsem pa verjamem, da so jim bližje strokovni izrazi in pa sama stroka, kot pa meni, ki pač nisem iz te stroke. Izvolite. Hvala. Sem Josip Rotar, predsednik Mariborske kolesarske mreže. Društvo obstaja že več kot 20 let. Se pa v glavnem ukvarjamo z razvojem kolesarstva in pa trajnostne mobilnosti. Smo tudi koordinator prvega mobilnostnega centra v Sloveniji, ki ga je ustanovila Mestna občina Maribor. Izkušnje že imamo za pripravo podobnih strategij. Smo sodelovali pri celostni prometni strategiji Mestne občine Maribor, kot tudi pri izdelavi kolesarske strategije. Torej, to področje poznamo, tudi smo se udeležili teh usposabljanj za izdelovalce CPS-ov, ki ga je pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo. Tako da tudi v sodelovanju z našimi podizvajalci, firmo Logitech in pa Zavodom za urbanizem Maribor, smo nekako ustvarili ta konzorcij za namenom, da si smiselno razdelimo naloge in poskušamo čim bolj uspešno izvesti to strategijo za občino Slovenske Konjice.